Javni in zasebni vrtci. Koliko jih imamo, koliko otrok jih obiskuje? Imamo trenutno v Sloveniji okoli 1500 otrok, ki ne obiskujejo predšolske vzgoje. Koliko stanejo eni, koliko drugi? Je višji plačilni razred, to vseeno moram priznati, no, tako da recimo teh nižjih plačilnih razredov vseeno nimamo. In kakšne spremembe pri plačilu vrtca prinaša nedavno sprejeta novela zakona o vrtcih, ki je sprožila burno javno razpravo? Zdaj so naredili nek rez pri 4 oddelkih, a ne zakaj 4 oddelki, ni prav nobene analize, pojasnila, popolnoma nič, in to se nam zdi izjemno sporno in izjemno diskriminatorno. 3, 4, zdaj! Andreja Kancler je vzgojiteljica že 22 let. Za to delo pravi, moraš najprej imeti otroke rad, biti moraš predan, z njimi potrpežljiv, solidaren, empatičen. Jaz sem se že odločila, da si želim biti v javnem vrtcu, kajti javni vrtci imamo zelo kvaliteten program. Program, ki omogoča vstop otrokom vseh staršev, se pravi, starši imajo dostop do javnih vrtcev, vsi smo zelo visoko izobraženi. Da lažje sledijo spremembam, ki so vse pogostejše in hitrejše, vse bolj množične. V zadnjem obdobju je zaradi preseljevanja porast tujih otrok, ki ne le da govorijo drug jezik, razlike so tudi kulturološke. Te spremembe zahtevajo od nas tudi malo več prilagajanja, strpnosti, potrpežljivosti. Je pa tudi za otroka zelo težko, ne? Otrok pride v okolje, ki je njemu nepoznano, sooča se z jezikom, ki ga doma ne sliši. In tak otrok potrebuje še precej veliko mere empatičnosti, topel objem, eno varno okolje, občutek sprejetosti. Vrtce obiskuje nekaj manj kot 88 tisoč otrok. 5238 jih hodi v zasebne vrtce, nekaj manj kot 1900 v takšne s koncesijo. Velika večina pa torej v javne. A dejstvo je, otrok je vse manj. Po zadnjih podatkih je število vpisanih otrok od lani do letos upadlo za skoraj 3000 na državni ravni. Število oddelkov v javnih vrtcih se je zmanjšalo za 134. Zdajle se javni vrtci nekako praznijo, ne? Koncesije pa ne vem, kako se znajdejo v teh težkih trenutkih. Je pa res, da so bile prej včasih zelo polne generacije, takrat so bili pa koncesionarji tudi zelo dobrodošli. V Sloveniji je 108 samostojnih javnih vrtcev. 210 osnovnih šol ima vrtec v svoji sestavi. 94 je zasebnih, od tega 24 s koncesijo. Ena koncesija je podeljena vzgojno-varstveni družini. Taja Steblovnik, sicer predsednica Združenja zasebnih vrtcev, za svojega 3. otroka zaradi prezasedenosti ni dobila javnega vrtca, pa se je odločila, da bo ustanovila svojega. Leto dni je trajalo, se spominja, inšpekcije so, kot je tudi prav, opravile svoje delo in natančno preverile vse podrobnosti, preden so prag prestopili prvi otroci. Ker imamo koncesijo, moramo izvajati javno veljavni program, seveda se moramo truditi za starše, nam občina prostih mest ne pokrije. Kar pomeni, da mi moramo imeti polne oddelke, zato da lahko s ceno, ki nam jo določi občina, sploh delujemo. Ponujajo jim dodatne programe, oddelke imajo polne z normativom 2. Ta določa, da je v starostni skupini od 1 do 3 lahko največ 14 otrok, v skupini od 3 do 6 let pa največ 24. Mi delamo na podeželju in vsekakor je tu okolje nekoliko drugačno, ni skoncentriranih ljudi, ki so premožnejši, ampak imamo res zelo raznoliko strukturo in zato je zelo za nas pomembno, no, da imamo starše celotne perspektive in da nudimo naš vrtec ne glede na to, ali so premožni ali ne, da imajo možnost obiskovati ta naš vrtec. Ceno vrtca določi občina. V Mariboru prvo starostno obdobje stane 755 evrov, drugo 576, kombiniran oddelek 599, prilagojen program pa 1992. Dajmo se samo spomniti, kaj narediš, ko te daš v jame, ker pokažemo,
Počepneš. V Kopru starši plačujejo več kot na Štajerskem. Prvo starostno obdobje je 792 evrov, drugo 619, za otroke od 3. do 4. leta 643, oddelek prilagojenega programa je 1208 evrov. V Ljubljani prvo starostno obdobje stane 732 evrov, drugo 531, kombiniran oddelek 566, oddelek 3 do 4 leta starih otrok 558, razvojni oddelek pa 1491 evrov. To so polne cene oskrbnin, ki jih potem občine še subvencionirajo, koliko starši plačajo, pa je odvisno od njihovega dohodka. Mislim, da smo v Evropi redki v Sloveniji, ki skrbimo tudi za nadstandard. Ta nadstandard imenujemo letovanje, zimovanje, kmetija, bivanje v naravi. To je zgodovinsko povezano, to je tradicija, bi rekla, javnih vrtcev v Sloveniji. Suzana Antič, predsednica aktiva ravnateljev ljubljanskih vrtcev in ravnateljica vrtca Trnovo, kjer gradijo novo enoto, pravi, da so javni vrtci najpomembnejša družbena kategorija. V ljubljanski občini imajo starši tudi, imamo ta privilegij, da zadnje leto pred vstopom v šolo občina dodeli 75 evrov otroku, ki se udeleži enega od teh nadstandardnih programov. Ali je to tuj jezik, ali je to letovanje, ali je to zimovanje, kmetija, karkoli že. Letos prenovljeni kurikulum je nadgradnja tistega iz leta 1999, pojasnjuje. Je odprt, fleksibilen in vrtcem ponuja izvedbo kurikuluma na način, ki je lasten posameznemu vrtcu. To pa je tisto, kar bogati naš slovenski prostor. Tukaj se začne pravzaprav razvoj bodočih državljanov in je zelo pomembno, kaj vlagamo, kako razumemo razvoj otroka, kako razumemo njegovo bivanje. Mi smo poleg staršev, mi želimo, da smo poleg staršev najbolj notranji zaželen gost otroku, a ne? Dajmo biti pozorne na zapestja, da se res premikajo roke v zapestjih. Mi delamo po metodologiji korak za korakom. To je pristop, ki spodbuja celostni razvoj otroka in temelji na ideji, da se otrok najbolj razvija takrat, ko je sam aktiven. Tako pa o programu zasebnega vrtca Metul njegova ustanoviteljica Nives Jurman. 33 otrok imajo v 2 oddelkih, oglašujejo se kot športni vrtec in to je očitno tisto, kar prepriča starše. Bi skoraj upal trditi, da večinoma pridejo zaradi gibanja. Polna cena vrtca je 890 evrov, starši pa lahko zanj pridobijo subvencijo. Če je nekdo torej v 9. plačnem razredu, plača 746 evrov, v 1. plačnem pa 268. Je višji plačilni razred, to vseeno moram priznati, tako da recimo teh nižjih plačilnih razredov vseeno nimamo. Zasebni vrtci delujejo v 51 slovenskih občinah. Med letoma 2011 in 2018 se je na novo na leto v povprečju ustanovilo 8 zasebnih vrtcev. Med letoma 2019 in 2024 pa le še 2. Prav tako 2 v povprečju na leto sta se ukinila med letoma 2011 in 2019, med letoma 2020 in 2024 pa 3. In stop, se ustavimo. Prinesete sonce dež, malo bližje, super. Za zasebne vrtce veljajo enaki pogoji kot za javne. Imeti morajo torej primerno opremljene prostore, strokovno usposobljen kader in javno veljavni program. Izjeme so le tisti vrtci, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih, to sta denimo Montessori in Waldorfski vrtec. Za slednja se z novelo zakona o vrtcih ne spreminja nič. Še naprej bosta financirana v 85%. Ostali zasebni vrtci pa bodo morali do leta 2030 spisati svoj strokovni program, ki ga bo moralo najprej potrditi ministrstvo, potem pa še občina. Ravno občine so namreč predlagale spremembe pri financiranju, zato da se bodo v prihodnje glede na število otrok odločile, ali zasebne vrtce sploh potrebujejo, ali jim bodo torej podelile koncesijo ali ne. Da ne bi obstali, me ne skrbi, kaj se bo pa čez 5 let pokazalo, to pa se mi zdi, da nihče ne ve, no? Ampak mi bomo nadaljevali v vsakem primeru. Občina bo torej odločitev glede financiranja zasebnega vrtca, ki bo pripravil lasten program, sprejela po 1. 9. 2030.
Z izjemo, kot rečeno, zasebnih vrtcev, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih, in zasebnih vrtcev z vsaj 4 oddelki, tovrstni zasebni vrtci ohranijo v vsakem primeru financiranje iz občinskih proračunov. Imamo zelo konkreten primer, ko se je zasebni vrtec odločil sredi leta, da ne bo več delal, in takrat je občina, starši so prišli v stisko, ker niso imeli kam z otroki, in takrat je potem intervenirala občina in država. Novela ukinja tudi fleksibilni normativ, projekcije namreč kažejo, da bo čez 5 let v vrtcih kar 14.700 prostih mest. Tudi Ana Fleischer je zasebni vrtec odprla iz lastne potrebe po varstvu. Takrat je bilo v Kranju cirka 400 otrok brez vrtcev in kot mama sem se odločila, da pač treba nekaj narediti. Leta 2011 je začela z varstvom otrok, ki ga je leto kasneje preoblikovala v vrtec. Ta se je v dobrem desetletju razširil na 7 lokacij, 4 enote imajo koncesijo, 3 so zasebne. A imate vse enote polno zasedene? Na današnji dan imamo še par prostih mest, ampak po večini smo kar polno zasedeni. Izvajajo javno veljavni program predšolske vzgoje, takšnega torej kot v javnih vrtcih, tako imenovane obogatitvene dejavnosti pa določajo sami. Zasebni vrtci nismo subvencionirani, subvencionirana je skrbnina staršev. Torej gre za pravico staršev in otrok, ne za naše pravice. Namreč, če mi nimamo otrok, imamo prihodek nič. Tu so javni vrtci nedvomno v prednosti. Za infrastrukturo skrbijo občine, ki praviloma za predšolsko vzgojo tudi zagotovijo večje površine, kot jih imajo zasebniki. Pri zaposlovanju veljajo enaka pravila za vse, prav tako pri plačah. Vzgojiteljica v javnem vrtcu je plačana točno toliko kot njena kolegica v zasebnem. Tako pa država predpisuje popolnoma vse pogoje, tudi kadrovske, a ne, se pravi, radi bi imeli popolno regulativo, pa popolnoma nič sofinancirali. To pa pač ne gre. Steblovnik in Fleischer opozarjata še, da se bodo ravno zaradi ukinitve normativov zapirali manjši vrtci, ki pa so praviloma zasebni. V javnem vrtcu je ogromno srčnih vzgojiteljic. Pri nas so srčne vzgojiteljice. In ključno je, da starš najde osebo, kateri je pripravljen zaupati svojega otroka. Marsikateri starš si želi dati otroka v manjše okolje, ne v velike vrtce z 10-20 skupinami, ampak v vrtec z 1 ali 2 skupinama, ker se jim to bolj ustreza. Teh vrtcev ne bo več, oziroma bodo takšni vrtci dostopni samo še res eliti, tistim, ki si bodo lahko plačali polno ceno vrtca. Novela, ki je sprožila prepad med javnimi in zasebnimi vrtci, se zanimivo prav v nobenem delu ne loteva zasebnega varstva na domu. A so se ravno tam v preteklosti dogajale nepravilnosti, celo surovo ravnanje z malčki. Sploh ne pogovne, ne gre dol. Ja, jaz mislim, da bi v bistvu država morala regulirati vsa področja, kjer gre za vzgojo predšolskih otrok. Torej, vključno z varstvom na domu, zato ker je pomembno, kako se dela z njimi, kako je poskrbljeno za te otroke, da ne bi prihajalo do manjših ali hujših kršitev, tako kot so bili odmevni nekateri primeri. To se pač pri nas naj ne bi dogajalo. Opozarja Marta Licardo z Mariborske pedagoške fakultete. Zakaj država ne uredi tega področja, ne razume. Fleischer in Steblovnik pravita, da nadzora ni. Prostori so lahko v hiši, v bloku, ena soba in to je to. Nihče se ne vpraša, kako lahko ena oseba hkrati pripravi hrano. Moramo vedeti, da otroci rabijo vsaj 4 obroke v času varstva. Kako lahko to ena oseba naredi in ima hkrati 6 otrok. Verjamem, da je veliko varuhinj na domu odličnih in je tudi prav, da imajo starši tudi to opcijo. Ampak nadzor bi mogel biti tudi tukaj. Bom rekla, en del je reguliran, kar je super, veliko je pa še tega na črno. In to na črno bo začelo spet nazaj rasti. Licardo ob tem pravi, da smo povsem pozabili tudi na otroke, ki ne obiskujejo vrtca, čeprav je njihov razkorak, ko vstopijo v osnovno šolo, v primerjavi z vrstniki velik. Da bi ponudili staršem vsaj 1 leto pred vstopom v šolo brezplačno predšolsko vzgojo, bi pa zagotovo bila dodana korist, saj imamo trenutno v Sloveniji okoli 1500 otrok, ki ne obiskujejo predšolske vzgoje pred vstopom v šolo.
Za vzgojitelje pa bi, še poudarja, morali dvigniti raven zahtevane izobrazbe. Učitelji imajo univerzitetni študijski program, ki traja 5 let. In zagotovo, če bi vzgojitelji bili izobraženi po enakem študijskem programu, bi tudi bili bolj kompetentni. Vrtec je prostor, v katerem so otroci varni, prostor, v katerem razvijajo vrednote, kulturne navade, tradicijo. Ker če mi pogledamo, je otrok do 4. leta dobesedno shodja, ne? In se vključuje v skupnostno sobivanje. In to je izjemno pomembno področje, ki zares zahteva premišljeno, srčno, strokovno, fleksibilno in hkrati tudi razumevanje posamezne razvojne faze otroka v našem obdobju bivanja otroka v vrtcu. Zahteve staršev so se spremenile, priznava Antič in dodaja, biti starš danes ni enostavno. To tudi jaz našim staršem povem. In ko vrtec to razume in ko se skupaj dogovorimo, kaj je pomembno za srečno otroštvo njihovega našega otroka, potem enostavno vstopamo in skupaj, bi rekla, rešujemo aktualne, če hočete tudi kakšne neprijetne zadeve, ampak razumemo. Da so tudi oni sprejeti na način, kot so sprejeti otroci. To je pomembno, da je vsak viden, slišan in spoštovan, dodaja kancler. In v končni fazi v vrtcih tudi rešujemo otrokovo srce, njegova čustva in pomagamo, da lažje prehodijo različne poti, da si pridobijo občutek pomembnosti v naši družbi, da se navežejo na prijatelje, da znajo komunicirati z njimi, da razvijajo svoja področja. Vrtec je vrednota predvsem v vsebini, v času, v prostoru. Ta vrednota je naša, glede na čas, ki je zdaj hiter, ki si ugotavljamo, da hitimo. No, to vrtec je in to otrokom zelo leži. In otroci to zelo razumejo in uživajo in so sproščeni. In njihova izkušnja je izkušnja in si prizadevamo, da je izkušnja lepega. Javni vrtci bodo tudi v prihodnje delovali kot temelj predšolske vzgoje v Sloveniji pod enakimi pogoji kot doslej. Prav tako zasebni, a le če bodo ponudili program, ki bo izkazoval strokovno popestritev. Škarje in platno bodo v rokah imele občine, ki pa kot ustanoviteljice morajo v prvi vrsti poskrbeti za javne vrtčevske oddelke, ki pri nas delujejo strokovno in dobro.